Lep pozdrav, dobro jutro, Miran Peterman tukaj, ponedeljek, zopet gremo v akcijo. Danes bomo govorili o pričakovanjih, predvsem v pričakovanjih v partnerstvu. Vsi vemo, da neizpolnjena pričakovanja vodijo v razočaranje, zato je v bistvu zelo pomembno, da že vnaprej nekako vemo in razumemo, kaj lahko pričakujemo. Seveda pač vse se začne, ko se mi spoznavamo, ko se spoznamo, in tukaj je nek trenutek, kjer bi dejansko morali razčistiti naša in partnerjeva pričakovanja. Mogoče se bomo tega dotaknili na koncu, ko boste majčkeno več dobili razumevanja, kaj lahko pričakujemo in kaj ne moremo pričakovati. Poglejmo najprej v bistvu samo situacijo, s katerimi se največkrat srečujem na treningu, ko se nekdo obrne na mene. In dejansko dostikrat pač je to vprašanje izgleda nekako tako. Od partnerja si želim podpore, od partnerja si želim razumevanja, od partnerja si želim ljubezni, več časa. Ogromno je, takih stvari. In potem je seveda vprašanje, ali pričakujem preveč. Kaj je zdaj? A je tukaj nekaj narobe z mano? A je tukaj narobe s partnerjem? Zakaj mi partner tega ne da? Seveda pač v partnerstvu, ko smo govorili, razočaranje je neizpolnjeno pričakovanje. In to pričakovanje je neizpolnjeno pač iz dveh razlogov. Mi od partnerja nekaj pričakujemo neko korist. Zato smo v partnerstvu. Ampak v bistvu to pričakovanje se ne izpolni iz dveh razlogov. Prvi je, da pač tega, kar si mi želimo, partner dejansko nima. In druga možnost je seveda pač, da tega, kar si mi želimo, nam partner noče dati. Ogromno pač, tudi moških, ampak veliko žensk recimo se poroči z nekim moškim zaradi denarja. Te razloge bomo lahko tudi, v bistvu te razlogi, mogoče zaradi denarja, ni vedno samo zaradi denarja, ampak zaradi nekega varnosti, ki jo pač ta denar predstavlja. In potem mogoče pač ta moški dejansko tega denarja ne želi deliti z to žensko in potem je pač razočarana. Gremo nazaj na ta naša pričakovanja. Želimo si podpore, želimo si ljubezni, želimo si razumevanja. In potem je vprašanje, ali dejansko pričakujem preveč. Prva stvar, ki jo moramo razumeti, je, da v življenju je načeloma vedno tako. Mi si želimo tistega, kar nimamo. Seveda pač ena stvar je hrepenenje v življenju, druga stvar je pa kreiranje. Lahko rečem, želim si novega avtomobila, ali pa rečem, naredil bom vse, da dobim nov avto. Ker če naredim vse, da dobim nov avto, pomeni, da nimam v sebi neke potrebe, nimam nekega hrepenenja, ampak dejansko samo kreiram. A razumete? In zdaj v bistvu to pomeni, da dejansko tisto, kar si želimo, je dejansko nekaj, česar nimamo. Oziroma, če govorimo v odnosu v partnerstvu, nekaj, kar si ne znamo dati sami. Želimo si ljubezni. Ampak kdaj si želimo ljubezni? Ljubezni si želimo takrat, kadar si je ne znamo dati sami. Želimo si pač, da bi bil nekdo z nami, ker smo osamljeni. Ampak v bistvu, ker smo osamljeni, pomeni, da smo osamljeni v sebi. In dejansko si ne znamo dati neko dobro družbo, si ne znamo biti v neki harmoniji in ne znamo biti sami s sabo. Če si želimo razumevanja, če si želimo podpore, vse to pomeni, da nekaj potrebujemo, zato ker sami sebi tega ne moremo dati. To je zelo pomembno. To pomeni, tukaj imamo na eni strani osebo, ki ima neka pričakovanja, to smo pač mi, in neke želje po nečem, česar sama nima oziroma si ne zna dati. Hočem ljubezni, hočem, da me nekdo ima rad, ker dejansko na nek način, na nek način, pa kar konkretno, če gremo bolj v globino, sam sebe ne znam imeti rad. To je v bistvu točka ena, ki jo moramo pač tukaj upoštevati.
Zdaj, gremo naprej. Točka 2 pa je, da v življenju vedno pritegnemo v svoje življenje partnerja iz tistega nivoja, kjer mi smo. Tukaj načeloma ni pomote. Seveda lahko rečemo, ne vem, je ta karma, tretje, ampak vse je, vse je zelo, logično, vse je zelo poteka po nekih zakonih, ne. To pomeni, če smo mi sami osamljeni, potem avtomatsko v svoje življenje pritegnemo nekoga, ki je ravno tako osamljen. Če smo nesrečni, pritegnemo v svoje življenje nekoga, ki je ravno tako nesrečen. Če ves čas potrebujemo podporo, pritegnemo v svoje življenje nekoga, ki ravno tako potrebuje podporo. Če mi potrebujemo razumevanje, ne, potem pritegnemo v svoje življenje nekoga, ki ravno tako potrebuje razumevanje. Ne. Ker poglejte, recimo, če gledamo enostaven primer, ne, v športu, ne, nihče ne želi igrati neke igre z nekom, ki je bistveno slabši. Ne. Seveda lahko, recimo, poglejte, če jaz igram tenis, ne, okay? Ne, potem v bistvu najdem nekega partnerja, ki je bistveno slabši kot sem jaz. Ne. Seveda, če sva prijatelja in tako naprej, ne, velika prijatelja, ne, potem seveda lahko občasno naredim uslugo in grem na neko teniško partijo z njim, grem igrati tenis za to osebo. Ampak na dolgi rok ta stvar ne funkcionira, ker če imam jaz rad tenis, potem želim igrati z enakovrednim partnerjem, z enakovrednim nasprotnikom. Ne. Isto je za tekom. Ne. Če želim iti teč, potem nihče si ne želi iti teč za nekom, ki ga mora ves čas čakati. Isto je tako v življenju. Ne. Mi mislimo, da bi bilo fair, ne, ker nas nekdo ljubi, da bi to naredil zaradi nas. Ne. Ampak v bistvu ne. Ne. Dejansko nekdo, ki je vesel, ki je srečen, avtomatsko ne bo imel kaj početi z nekom, ki je nesrečen, ki je osamljen, ki je ves tak. Poglejte, recimo, dostikrat slišimo tudi, ne, da ni nekih pravih partnerjev. Partnerji so, ampak v bistvu mi ne sežemo na ta nivo, kjer so partnerji, kjer si mi želimo. Mi se želimo takega partnerja. Ampak če si mi želimo takšnega partnerja, potem najprej moramo mi postati takšni. Ko smo mi v 4. razredu osnovne šole, nam je všeč nek partner ali partnerica iz 8. razreda. Ampak ona z nami nima kaj početi, gleda nas dol, daj ti četrtošolček, se spomnite, kako je. V partnerstvu je popolnoma isto. Ravno tako pa imamo mi oboževalca / oboževalko iz 1. razreda, ampak mi s to osebo nimamo kaj početi. Ne? To pomeni, da vedno, tako kot rečemo, star slovenski pregovor, ne, gliha v kup štriha, ne, najdejo, povohajo, ne, če tako rečemo, se enaki partnerji. Ne. Zato, ker v bistvu, poglejte, včasih, ne, recimo, ne vem, se ženska, se nekdo pritožuje nad partnerjem, ne, joj, moj je pa tak, ne, okej. A ste to prej videla? Nisem videla. Zdaj se je to pokazalo. A drogira se? Ne, to pa ne. A pije pa? Ne, to pa ne. Kako pa to? Ja, poglejte, na tem področju, pijače in droge so vam stvari jasne. Vi ste prerasla to in dejansko ne tolerirate. Zato, ker poglejte, ko imate jasen cilj, ko ste srečni, ko veste, kaj hočete, avtomatsko se izogibate ljudi, ki ne vejo, kaj hočejo, ki so nesrečni, ne? In ki so, ne vem, osamljeni in tako naprej. Ne? Zato, ker na isti način, če hočete vi iti na neko goro, ne? In če želite iti hitro, in če želite pač narediti nek rezultat, se obkrožite z ljudmi, ki vas v tem podpirajo in istajo v partnerstvu. Ne? To pomeni, da moramo razumeti, če si želimo družbe, nič ni narobe z družbo. Okay? Ampak v bistvu ena stvar je, ali mi kreiramo v družbi, ne? Ker poglejte, po definiciji, partnerstvo sta dva srečna, zadovoljna, izpolnjena, uspešna posameznika, ki drug z drugim
delita svojo življenjsko izkušnjo. To pomeni, mi smo skupaj v partnerstvu zato, ker nam je fajn, ker hočemo nekaj kreirati, ker imamo neko vizijo. Če smo mi skupaj v partnerstvu zato, da podpirava drug drugega, potem je v bistvu vse skupaj ena muka. Če smo mi da skupaj v partnerstvu, ker nam je toliko težko, ker so toliko osamljena drug z drugim, vsak sam in rabijo nekoga, da pač nisva osamljena, potem tudi skupaj ni neka velika zabava. Ampak razumete? Ne? Zato, ker če znate živeti, če znate biti zabavni, ste zabavni pri lupljenju krompirja ali pa postavljanju strehe, ali pa pri, ne vem, česu, pri pohodu na Kilimandžaro. Ok, tako da razumemo, ne? Ko smo mi osamljeni, pritegnemo v svoje življenje osamljenega partnerja. Ker pač, bom rekel, nekdo zabaven nima z nami kaj početi. Ne? To pomeni, da dejansko tisto, kar mi pričakujemo od partnerstva, na nek način tudi partner pričakuje od nas. In ko smo mi osamljeni, pomeni, da pač, bom rekel, je tukaj nekaj, česar si ne znamo dati, drugače ne bi te praznine čutili, ne? Ampak v bistvu po isti definiciji imamo na drugi strani partnerja, ki ravno tako sebi ne zna tega dati. In ker ne zna dati sebi, ne zna dati tudi nam. Ne? Ker če mi ne znamo sebi dati ljubezni, ne? Potem avtomatsko ne znamo dati ljubezni tudi drugim ljudem. Ne? Seveda pač tisto, ko ljudje včasih rečejo, ja, vse imam lahko rada, samo sebe ne. To je v bistvu velika zmota. Mislim, načeloma na površini izgleda tako, ampak dejansko bom rekel, tisto, kar vas blokira, da bi imeli radi sebe, vas dejansko blokira isto, da bi imeli radi druge. Samo toleranca pri drugih je bistveno nižja in jo lahko v bistvu, no, tebe imam pa rad, se nič njih. Ampak razumete, to je isto, kot bi rekel, če, ne vem, sosedov otrok naredi neko neumnost, je bistveno manjša, bom rekel, neka stvar se nas bistveno manj dotakne, kot če naš otrok se nekaj naredi. Ne? Tako da tukaj moramo razumeti, ali je dejansko preveč, če pričakujem, da me partner podpre. Ali dejansko preveč, če pričakujem, da me bo partner res imel rad, da me bo spoštoval, da me bo to, da me bo to. Ne? V bistvu je preveč na tem nivoju. Ni preveč, ne? Ampak v bistvu mi smo, če smo v tej situaciji, da to pričakujemo, pomeni, da sami sebi ne znamo dati spoštovanja, ker če bi sami sebi znali dati spoštovanje, potem tudi 5 sekund oziroma 3 sekunde ne bi bili s takim partnerjem, ki dejansko nas ne spoštuje. Ne? In tudi, če gremo stran od takega partnerja, dokler mi ne začnemo res spoštovati sebe, ne bomo in ne moremo pritegniti v svoje življenje partnerja, ki nas bo spoštoval, partnerja, ki nas bo podpiral. Ne? Seveda mogoče vse skupaj za tiste, ki ste v takej situaciji, sam sem bil dolga leta v takej situaciji, mogoče to zgleda depresivno, ampak v bistvu ni, to je dejansko osvoboditev, to je dejansko pot v svobodo, da se ti zavedaš, ok, v redu, če imam takšno situacijo v partnerstvu, pomeni, da sva sedaj tukaj dva lačna, ki poskušava dobiti hrano drug od drugega, pa jo morava drug drugemu dati, to pomeni, je ključ, da se midva naučiva, kako se imeti rad, kako se spoštovati, kako biti bolj navdušen v življenju, kako dvigniti najino partnerstvo na nek drugačen nivo. Ne? Ok, kaj smo se naučili? Naučili smo se, da pač odkrili smo, da če dejansko imamo željo po nečem, avtomatsko pomeni, da pač tega sami nimamo, če pričakujemo, če imamo potrebo po nečem. Ne? Okay? In druga stvar je, da avtomatsko pritegnemo v svoje življenje partnerja, ki ravno tako ima isti situacijo, isti problem in dejansko nam tega ne more dati. Ne? Ker če mi sebe ne spoštujemo, pritegnemo v življenje partnerja, ki ravno tako sebe ne spoštuje. In če sebe on ne spoštuje, potem je nemogoče, da bi spoštoval nas. Ok, kaj je sedaj rešitev? Rešitev je, da dobimo znanje, da dobimo informacije, da dobimo trening od nekoga, ki pa to zna. Ker poglejte, če sem jaz slabši igralec pri tenisu, ne? Bil sem recimo v življenju že slabši igralec v plesu, ne? Okay? Kaj sem naredil? Šel sem na plesni tečaj. Ma razumete?
Če želimo igrati z nekom, ki je dober v tenisu, okay, potem v bistvu gremo na tečaj. In potem si najdemo mentorja, najdemo si trenerja, najdemo si inštruktorja. Pač v tem svetu je vse izmenjava energije. Če nekaj nimamo in želimo dobiti, moramo nekaj dati. In v tem primeru je izmenjava energije finance. Okay. To pomeni, nekdo, pač inštruktor tenisa, ima neko znanje, izkušnje, neke sposobnosti tenisa, in mi menjamo svoj denar, zato, da nam on pomaga, da nas nauči, da nas vodi, da nas dvigne na višji nivo. Ampak razumete, zato smo toliko jezni v nekem odnosu, a zdaj bom pa jaz ves čas njega vlekla, še sebe ne morem. To dostikrat ljudje rečejo, kako naj jaz njega vlečem, če še sebe ne morem. Ravno v tem je problem, ker še sebe ne moremo vleči in imamo ravno tako partnerja, ki sebe ne more vleči in potem mi vlečemo oba. In zato je edina rešitev, da najdemo nekoga, ki pa to zna, ki nas nauči potem, kako še partnerja potegniti naprej, in potem je dejansko popolnoma drugačna zgodba. Ampak razumete, to pomeni, če gremo nazaj na tisto zgodbo, na sam začetek, ko greste v neko novo partnerstvo, je zelo pomembno, da si definirate pričakovanja, ki jih imate od partnerstva. Želim dobiti takšnega partnerja, ki bo srečen, ki bo zabaven, ki bo uspešen, ki bo izpolnjen, ki bo v bistvu se veselil življenja, ki bo imel takšno vizijo in tako naprej. Naredite si seznam. Okay. Kaj je naslednji korak? Naslednji korak je, da pogledamo, če želim takšnega partnerja, kaj pa takšen partner želi, da lahko mene sprejme za enakovrednega partnerja. Se razumemo? Ker če hočemo dobiti srečnega in zabavnega, izpolnjenega, uspešnega, potem se moramo vprašati, pa sem jaz srečen, pa sem jaz zabaven, pa sem jaz uspešen, pa sem jaz navdušen nad življenjem? In če nisem in če želim takšnega partnerja, moram postati. Kako postanem? Najdem nekoga, ki to že je, in ga prosim, da me mentorira, da me uči, da me nauči, da me trenira, da je moj mentor. A se razumemo? Se včasih je bil vedno, v starih časih je bilo vedno, ko so bili te poklici, kovač, potem ne spomnim se, to je edina pač, ki mi pride trenutno na pamet, je bil mojster, pa je bil vajenec. Vajenec je bil nekdo, ki se je učil od mojstra, potem je naredil mojstrski izpit in tako naprej. Isto je po življenju, isto pa je v partnerstvu. Tako da v bistvu ključ je, da dejansko vemo, kaj hočemo, in potem pogledamo, da dobimo dejansko neko jasno sliko. Ali pa jaz sem takšen, ker dostikrat srečam ljudi, ki so ves čas razočarani. Ne vem, kako lahko srečujem take čudne partnerje. Ja, kakšno smolo imam? Nobene smole ni, razen na drevesih. Vse je, bom rekel, zakonito. Zadnjič sem govoril, poglejte, če svet deluje tako precizno, da dejansko mi za 300 let lahko do kilometra, metra skoraj, ne vem točno, napovemo, kje bo položaj Lune čez 300 let, glede na zakone. To pomeni, da če imam jaz smolo v življenju, če pritegnem napačne ljudi, če nimam denarja, če nimam tega, vse so neki razlogi. In vse se zgodi po nekih zakonih, ki jih po vsej verjetnosti mi ne razumemo, ki jih po vsej verjetnosti ne živimo, ne implementiramo. A razumemo? Tako da v bistvu in če pogledamo vizijo, potem pogledamo, kdo moramo postati, da lahko pritegnemo v svoje življenje takšnega partnerja, da lahko to spremenimo. In če v odnosu že ste, če ste v partnerstvu, če ste nezadovoljni, če pričakujete, da bi vas partner moral podpreti, potem ravno tako pač potrebujemo nekoga, ki nas nauči, kako lahko mi sebe podpremo, kako lahko mi sebe spoštujemo, kako lahko mi sebe zmotiviramo, kako lahko mi sebe navdušimo. Zato, ker pogledajte, v življenju gremo pač skozi različne nivoje. Prvi je individualni nivo. Individualni nivo pomeni, da ti sebe navdušaš, kako si, da je življenje čudovito, da imaš vizijo, da imaš nek smisel in tako naprej. In potem greš v partnerstvo. Partnerstvo pa pomeni, da še nekoga drugega
moraš navdušiti, da se splača biti s tabo, da imaš svetlo prihodnost, da imaš vizijo, da se splača biti v življenju s tabo. Ne? In potem tako naprej. Seveda, pač če gremo energijsko, potem bizniski, pa ti svojo vizijo navdušuješ ogromno ljudi in preko biznisa lahko tudi pokriješ ostale zadeve, če jih delaš na energijski način. Ne? Tako da ja, v bistvu vedno moramo pač pogledati, okay, če nečesa nimam, kdo to ima in kako se lahko pač od njega naučim. Ne? Tako da, ja, upam, da je ta, bom rekel, video vam lahko odprl oči, da vas ni potrl, joj, zdaj šit, ok, jaz sem osamljena, moj partner je itak sama, koma, uno, tretje, ne, nič ne znava, ok, v redu, glejte, to je del pač neke življenjske izkušnje, zaradi katere smo se tukaj rodili, zaradi katere pač smo prišli tukaj na svet in da, ker v bistvu, glejte, nekdo, ki se rodi v okolje brez ljubezni, brez denarja, brez spoštovanja. Dejansko se je rodil v to okolje zato, da se nauči, kaj je ljubezen, da prepozna, da odkrije, kaj so finance, kaj je bogatstvo. Vse bogatstvo ni samo denar, je bogatstvo idej, bogatstvo življenja, bogatstvo razmišljanja, bogatstvo vsega skupaj. Finance so samo rezultat. Isto je z spoštovanjem in vsega tega. Ne. To pomeni, če smo v takej situaciji, smo se zato rodili, da v tem življenju odkrijemo te stvari. In potem je pač na nas, da nas odkrijejo. Joj, kaj pa če zdaj nek coach stane? Ja, vse nekaj stane, vse avto tudi stane, vse zato je pa denar. Denar je za porabiti, denar je za to, da kroži, da imamo nekaj. Bistveno je, kdo hočemo mi postati. Bistveno je, kakšno življenjsko izkušnjo hočemo mi v tem življenju dobiti, doživeti. Kaj hočemo zapustiti. Ne? In seveda pač danes, ko govorimo o partnerstvu, kakšno partnerstvo hočemo živeti, kakšno vizijo našega partnerstva. V partnerstvu lahko mi pričakujemo samo tisto, kar dejansko mi lahko tudi sami damo. Ne? In tako kot sem rekel, partnerstvo, ne, sta dva srečna, zadovoljna, izpolnjena, ne, uspešna, ne, posameznika, ki delita drug z drugim življenjsko izkušnjo. In bolj kot smo mi čudoviti, bolj čudovita je ta izkušnja. In če nimamo, pač najdemo nekoga, poiščimo nekoga, ki nam lahko pomaga do znanja, da potem lahko tudi sami imamo to izkušnjo. Tako da, dragi moji, želim vam en čudovit teden, želim vam en čudovit dan, karkoli že je. Ostanite čudoviti in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau.